Napravimo študij te trigonometrične funkcije. Ker vemo, da funkciji sinus in kosinus sta periodični s periodo 2π, je precej jasno, da tudi ta funkcija bo periodična s periodo 2π. Torej, jo bomo narisali na intervalu z dolžino 2π in torej bi lahko napravili od nič do 2π. Vendar se zavedamo, da ta funkcija je soda funkcija. F od minus x je enako od f od x. Zakaj? Tukaj namesto x damo minus x. Vemo, da sinus x je liha funkcija, torej tukaj imamo minus sinus x. Tukaj kosinus je soda funkcija, torej to je kosinus x. Sedaj ta minus na drugo postane plus. Imamo sinus na drugo x minus kosinus na drugo x. To je f od x. Funkcija je soda. Torej, kaj pomeni, da je soda? Da je simetrična glede na os y. Zato v bistvu bomo študirali funkcijo, bomo narisali graf na intervalu od minus π do π. In bomo napravili študij samo od nič do π. In bomo zrcali to, kar smo dobili od nič do π, na intervalu od minus π do nič. Torej, zdaj nas zanima samo pogledati, kaj se zgodi med nič in π. Torej, f od nič, zračunamo zdaj f od nič, tukaj sinus nič je nič, tukaj dobimo minus 1, kosinus od nič je minus 1. In sedaj dobimo ničle funkcije. Sinus na drugo x minus kosinus x je enako nič. Zato tukaj rabimo zvezo sinus na drugo plus kosinus na drugo je enako 1. Zato da tukaj namesto sinus na drugo napišemo 1 minus kosinus na drugo. Sedaj enačbo pomnožimo z minus 1, zato da nimamo minusa pred členom na drugo in tudi uredimo vrstni red. Kosinus na drugo x plus kosinus x minus 1 je enako nič. Uvedemo novo neznanko t je enako kosinus x. Dobimo t na drugo plus t minus 1 je enako nič. Izračunamo po formuli t je na 2 minus b plus ali minus kvadratni koren b na drugo minus 4ac ulomljeno 2. Torej, tukaj je koren od 5, ulomljeno 2. Bomo dobili, sedaj, kosinus x je enako t. Torej, moramo rešiti dve enačbi. Kosinus x je enako minus 1 minus koren od 5 polovic. In druga enačba, kosinus x je minus 1 plus koren od 5 polovic. Torej, te osnovne trigonometrične enačbe imajo neskončno rešitev, ker dodajemo periodo, tudi ker imamo dve osnovni rešitvi. Vendar tukaj nas zanima samo rešitve, ki bodo med nič in π, ker študiramo funkcijo med nič in π za zdaj. Torej, vi lahko zračunate to, minus 1 minus koren od 5 ulomljeno 2 je minus 1 vejca 6. Minus 1 vejca 6, 2. Znamo, da sinus in kosinus sta funkcije, ki imata vrednosti minus 1 in 1, torej kosinus ne bo nikoli zavzel te vrednosti, ta se ne da rešiti. Tukaj pa bomo rešili s približkom. Bomo zračunali arc kosinus od te vrednosti in dobimo približno vrednost. Približno vrednost, ki sem zračunal, je nič vejca 9 nič, ali lahko napišemo v tej obliki nič vejca 2 9 π. Torej, to je ničla funkcije. Zdaj pogledamo predznak funkcije. Torej, tukaj gledamo funkcijo med nič in π, kot sem rekel. Tukaj imamo nič vejca 2 9 π, tukaj funkcija se izniči. In kaj se zgodi prej in potem?
Izračunamo, na primer, f od nič, ki sem že prej izračunal, je bil minus 1. Torej, tukaj funkcija je negativna. Se lahko izračuna f od pi. Torej, pi je 180 stopinj, sinus 180 je nič, kosinus 180 je minus 1, minus minus 1 je plus 1, torej tukaj je pozitivna. Torej, to je predznak funkcije. Zdaj lahko izračunamo prvi odvod. Napravimo kot odvod, ne, nič. Torej, 2 sinus, torej 2 vzamo od spredaj, sinus na drugo, odštejmo od ena eksponentu je sinus na prvo, krat odvod od sinusa, ki je kosinus. Minus, odvod od kosinusa je minus sinus, torej minus minus sinus, napišemo plus sinus. Tukaj lahko izpostavimo sinus. Sedaj moramo dobiti ničle prvega odvoda. Sinus x krat 2 kosinus x plus 1 je enako nič, tukaj imamo zmnožek. Zmnožek enak nič, ko je prvi faktor enak nič ali drugi faktor enak nič. Sinus x je enako nič ali pa 2 kosinus x plus 1 je enako nič. Torej, in nas zanimajo samo rešitve med nič in pi. Vsekakor, kdaj je sinus enak nič? Ja, prav v nič in pi. Takrat sinus velja nič. Tukaj lahko ena peljemo na drugo stran, delimo z 2. Tukaj dobimo kosinus x je enako minus 1 polovica. Sedaj, mi znamo, če bi bila enačba kosinus x enako 1 polovica, bi znali, da tam imamo 60 stopinj, ne? Tukaj za 60 stopinj imamo kosinus, da je 1 polovica. In minus 1 polovica dobimo simetrično na drugi strani. Torej, ta kot je 60 stopinj, torej ta kot je 120 stopinj. Torej, rešitev tega je 120 stopinj, ki napišemo v radianih, 2/3 pi. Potem bi imeli še drugo rešitev minus 120 stopinj, vendar ni v intervalu nič pi in nas ne zanima za enkrat. Prav, zdaj lahko napišemo torej predznak prvega odvoda. Prvi odvod je zmnožek teh dveh. Torej, moramo narediti tako. Napišemo posebej oba faktorja sinus x, 2 kosinus x plus 1. Vse to gledamo med nič in pi. Torej, sinus se izniči prav v nič in pi. Tukaj bomo imeli nekje 2/3 pi, tukaj se izniči ta drugi izraz. In tukaj bomo gledali naš odvod. Ki se bo izničil vseh teh treh vrednostih. Torej, med nič in pi, ki je 180 stopinj, sinus je zmeraj pozitiven. Tukaj nimamo problemov. Za ta izraz 2 cos x plus 1 poskusimo ga izračunati v ničli. Torej, cos nič je 1, 2 plus 1 je 3, tukaj je pozitivna. Zračunamo tukaj v pi, ki je 180 stopinj, kosinus 180 je minus 1. Minus 2 plus 1 je negativen. Torej, tukaj imamo znak tako, tukaj plus in plus mi da plus, plus in minus mi da minus. To je predznak prvega odvoda. In torej tukaj funkcija narašča, tukaj pada in zato tukaj je jasno, da v 2/3 pi bomo imeli en lokalni maksimum. Vendar je en problem, da ni jasno tukaj v nič in pi, kaj se zgodi, če imamo maksimum, minimum ali nobenega od dveh. In kaj lahko napravimo? Lahko razširimo malo naš interval, samo zato, da razumemo, kaj se zgodi v nič in pi. Torej, gledamo to risbo. Nič, pi, 2/3 pi. Tukaj plus, minus,
narašća pada, sam rekao da funkcija je soda, je simetrična glede na os y. Torej tukaj na drugi strani imamo vse postavljeno simetrično. Torej, če mi zrcalimo to, kako bomo imeli? Tako in tako, to se zrcali. Prav. In zdaj tukaj na tej strani, če opazimo, ta je prav naša perioda, minus pi do pi. Torej, to se bo ponavljalo enako v neskončnosti. Torej, tukaj, če gremo čez pi, kaj bomo imeli? Bomo imeli isto kot tukaj. Vidite, da tukaj narašča in torej tukaj narašča. In torej, lahko razumemo, to smo že napisali prej, da v 2/3 pi imamo en maksimum, ampak tukaj vidimo, da imamo en minimum, lokalni minimum in tudi tukaj, ja, so vsi lokalni, tudi tukaj je lokalni minimum. Tukaj koordinate nič, 2/3 pi in pi in si izračunamo tudi koordinato y od teh točk, ker potem jih bomo narisali maksimume in minimume. Pazimo, da damo te vrednosti ne v prvi odvod, ampak v funkcijo, ker te bodo točke na grafu funkcije. Torej, f od nič smo že prej izračunali, je minus 1. In tudi f od pi smo izračunali, vsekako, kaj, 180, 105, tukaj je nič, minus 1, 1. Tukaj pride 1. In zdaj lahko si moramo še izračunati v 2/3 pi. 2/3 pi je 120 stopinj. F v 2/3 pi. Zdaj si pomagamo tudi z risbico. Torej, tukaj imamo 120 stopinj. Ta točka je simetrična tej točki, tukaj imamo 60 stopinj. Torej, sinus od 120 je isti kot sinus 60, je koreno 3 polovici. To damo na drugo, ker je bil sinus. Na drugo minus kosinus od 120. Torej, kosinus je nasproten kot kosinus 60. In torej je minus 1 polovica. Torej, to damo na drugo, dobimo 3/4, tukaj je minus minus plus 1 polovica, 2/4, 3/4 plus 2/4, 5/4. Tukaj imamo 5/4. Smo dobili tako, sedaj bomo izračunali drugi odvod. Si napišem tukaj še enkrat prvi odvod. Sinus x krat 2 kosinus x plus 1. Naredimo kot odvod produkta. Odvod od sinusa je kosinus krat, tisti drugi izraz, plus sinus krat odvod od tega oklepaja, tukaj imamo 2, ki je konstanta, odvod od kosinusa je minus sinus. Sedaj množimo 2 kos na drugo x plus kos x minus 2 sinus na drugo x. Sedaj, da bomo dali vse z kosinusom, ker tukaj imamo kosinus na prvo, ta sinus x, tukaj je bilo sinus na drugo x. Ta sinus na drugo x ga bomo napisali kot 1 minus kosinus na drugo x. Torej, 2 kosinus na drugo x plus kosinus x minus 2 krat minus 2 plus 2 kosinus na drugo x. Sedaj seštevamo 4 kosinus na drugo x plus kosinus x minus 2. In torej to je izraz drugega odvoda. Zdaj iščemo, kdaj je ta drugi odvod enak nič. Torej, da bomo dobili prevoje. Tukaj zamenjamo z novo neznanko, t je kosinus x, torej 4t na drugo plus t minus 2 je enako nič. Predno računamo, opazimo, da to je to predstavljeno parabolo, obrnjeno navzgor.
tukaj potem so ničle, ki jih bomo poiskali, ampak tukaj pozitivno, torej tukaj imam, ker t je cos x, tukaj t je pozitiven, in torej cos x bo pozitiven tudi tukaj in tukaj, torej to bo prav predznak našega drugega odvoda, samo moramo dobiti ničle. Torej, t1, 2 po formuli, ne? Minus b plus ali minus kvadratni koren b na drugo minus 4ac, tukaj 32, ulomljeno 2, minus 1 plus minus koren od 33, osmin. In sedaj, cos x je enako t, torej tista ti dve vrednosti. Sedaj, cos x je enako t, t1 in t2. Ja, bomo dobili tudi tukaj približne vrednosti. Torej, moramo rešiti enačbi. Cosinus x je enako minus 1 minus koren od 33 osmin in cos x je enako minus 1 plus koren od 33 osmin. To naredimo z žepnim računalnikom, zračunamo. Sem že zračunal. Torej, tukaj dobimo 2 vejca 5, 7, ali če hočemo napisati v tej obliki, nič vejca 8, 2, pi. Tukaj pa dobimo zmeri približne vrednosti, nič vejca 9, 4, ali če hočemo, nič vejca 3, nič pi. In tista koordinati prevojev, torej, ker so točke na grafu, si izračunamo tudi koordinato y, ker bomo dali tiste točke na graf. F od 2 vejca 5, 7, zračunamo približek in tudi f od nič vejca 9, 4, ja, te vrednosti so v radijanih, ne? Zračunamo zmeri žepnim računalnikom in tukaj dobimo 1 vejca 1, 3 in tukaj nič vejca nič 6. In sedaj, ker opazimo, da zdaj bomo narisali predznak drugega odvoda, ampak predznaki so tako, plus, minus, plus. Torej, tukaj imamo nič, pi, nič vejca 3, nič pi, nič vejca 8, 2 pi. Opazimo, ta nič vejca 3, nič pi je samo malo več kot ta nič vejca 2, 9 pi, ki je bila ničla funkcija, smo zelo blizu. Torej, tukaj smo rekli, da drugi odvod velja nič, in predznaki so tako. In torej, če mi gledamo v smeri osi y, torej tukaj imamo konveksno, konkavno. Sedaj sem že pripravil vse, zato da lahko narišemo graf z vse informacije. Torej, sem napisal predznak funkcije, odvoda in drugega odvoda in vse vrednosti, maksimum, minimumi. Tukaj na grafu sem že urezal dele ravnine, ker ni funkcije. Torej, v prvem momentu mi študiramo graf od nič do pi. Od nič do pi, kot sem rekel, ne? In torej vidimo tukaj funkcija negativna in torej sem črtal pozitiven del. Tukaj pozitivna, sem črtal negativen del. Potem je vse simetrično glede na osi y, zato sem črtal tudi tukaj in tukaj. Ničla funkcije je ta in simetrično na drugi strani. Potem sem narisal maksimume in minimume. Tukaj, tukaj in simetrično na drugi strani. In tudi oba prevoja, ta
in ta in simetrično na drugi strani. Sedaj lahko narišemo funkcijo. Torej, tukaj je minimum. Gremo skozi ničlo, tukaj prevoj menja konkavnost, ni tako lahko to narisati, ker je majhno. Tukaj imamo spet en maksimum. Tukaj srečamo prevoj. Tako, in zdaj bo vse isto na drugi strani. Tukaj prevoj. Spet je maksimum, spet prevoj. Tako. Tukaj lahko nisem narisal prav lepo, tukaj je prišlo lepše. In vsekakor to se ponavlja, ta je osnovna perioda in to se ponavlja z miru neskončnosti na obeh straneh. Tako, prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.